Danes bomo govorili o dušah. Kaj se zgodi, ko se mešajo različne duše? Kako prepoznati na koncu koncev dušo, ki ni šla naprej? Veliko o dušah smo že govorili, a danes boste spoznali vse to še v malce bolj konkretne globine. V naši družbi je Anita Rehar iz ezoteričnega društva Arhelika. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljeni. V prejšnji oddaji oziroma v najinem prejšnjem klepetu sva govorili o tem, kako se duše delijo na svetle, na temne tudi na koncu koncev, kako je to vozilo našega telesa, kako duša pravzaprav odide iz telesa, ko umremo, zdaj kam odide, je spet drugo vprašanje. Danes pa bova mogoče malce bolj konkretno govorili, kako pride recimo do mešanih duš v fizičnem telesu in kaj to sploh pomeni, da so mešane duše? To, da so duše mešane, pomeni, da se svetla duša in temna duša, se pravi moški ženska partnerja, ki se spoznata, združita in ko spočeta otroka, takrat je potem ta otrok mešana duša. Zaradi tega, ker nekaj vzame genetsko iz enega in nekaj od drugega in tu se potem ta genetika premeša in duše, energija se tudi premeša. To so mešane energije potem. Kaj posledično pomeni to za mešano dušo? To pomeni, da je ta oseba popolnoma zmedena. Iz ene skrajnosti v trenutku pade v drugo skrajnost, hodi po zelo tankem ledu, bom rekla tako, iz dobrega v zlo. Ne zna se opredeliti, to povzroča potem nervozo v samem človeku in skozi odraščanje se potem to še bolj odraža. To je vse povezano potem tudi z fizično kemijo v našem telesu, ki se potem prepleta z energijami. Zakaj tudi pride do teh mešanih duš? Zaradi tega, ker dolga leta nazaj smo se inkarnirali zaradi karme. O tem se je tudi dosti govorilo, še danes se dosti govori, karmično čiščenje. In nekatere svetle duše so enostavno karmično potrebovale temno dušo, da so nekaj ozavestile, da so nekaj odslužile, da so nekaj popravile na svoji poti. In tako so potem tudi naslednja duša, ki si je zbrala te starše, ki so mešani, da bo mešana duša, tudi to je bilo karmično, en del. Se pravi, vse je igra pravzaprav. Ja, lahko bi tako rekli temu, ja, da je to ena taka igra življenja, igra odraščanja, igra dojemanja, ampak žal zelo nevarna igra. Zaradi tega, ker tudi pomagati se vsakemu pol tukaj ne da. Aha, ja, kako je pri pomoči recimo tega, oziroma predhodno vprašanjem predpostavljam, da je večina duš mešanih. Ne, to bi želela poudariti. Ljudje moramo biti previdni, zdaj mogoče, ko to kdo posluša, si marsikdo misli, da sem jaz tudi mešana duša, ne. Eno je, ko je duša svetla in živi v temačnem okolju in se iz okolice prilepijo na to svetlo dušo, se pravi strani izkušenj, te temne sence. V bistvu duša je svetla, ampak bolj težko je okolje, v katerem živimo. Večja je teža, ki jo nosi ta svetla duša, teža teme, ki jo nosi na sebi. Teda to je razlika. Eno je, ko je duša mešana, inkarnirana tako, drugo pa je, ko je svetla duša obdana z temnimi strani okolice. A ti to prepoznaš? Ja. Pri ljudeh? Tako, to se vidi in po obnašanju, in ko pogledam človeka, vidim skozi oči v dušo in tam se vidi, ali je duša svetla ali je to mešana duša. In pridejo nekateri, ko žal se jim ne da pomagati. Enim ja, enim ne. Niti sami sebi ne morejo, ali kako? Glede pomoči je tukaj tako, odvisno je, od katerega starša je genetsko, energijsko ta oseba, ta duša več potegnila. Nekatere duše pač se že, ker se tako odločimo od zgoraj, kaj bomo naredili, kako bo naše življenje. In ene si pač zapišejo taki konec, potem ko pridejo sem, to pozabimo, ker se inkarniramo s svetlobno hitrostjo in so tukaj potem v neki zmedi živijo. In potem ko pridejo, pa ko vidim, če je več kot 65% teme, potem se ne da pomagati.
potem ni pomoči. Tisti, ki imajo manj, bom rekla nekje pod polovico ali pa recimo še tukaj, se da, vendar je pot zelo težka. Ampak saj se duša pravzaprav odloči za to. Tako? Sama. Ja, in to je ravno tisto, kar je potem težko dojeti, ker vseeno je to mešana duša in si nekako želi, da bi stopila na svetlobo, da bi hodila po svetli poti, vendar ji ta tema tega ne dovoli in zato, ker tukaj potem ne najde tistega svojega bistva in takim dušam potem tudi povem, da so se tako odločili že preden so se inkarnirali, da so si izbrali tako pot, in da tu žal druga kot sprijaznice s tem. Ampak to je moralno odgovoren in težek dar, ki ga imaš. Ja, je res, ja. Si se težko sprijaznila s temi svojimi sposobnostmi, ki jih mnogi označujejo za povsem paranormalne? Ja, od začetka sem bila, bom rekla, presenečena, šokirana, ko sem spoznavala vse te duše, ko sem sploh spoznavala sama sebe, svojo moč, kaj vse vidim, videla sem stvari, za katere teoretično nisem vedela, da obstajajo, pa sem dobila slike in potem, ne vem, googlala po knjigah, kaj je to res, kaj jaz to vidim in dejansko sem dobila potem odgovore in potem kot človeku, ko tej duši povem neke stvari, kaj vidim jaz iz njegove preteklosti, kaj se dogaja, da je to z njegove strani, njegovih staršev, vidim tudi recimo iz katere strani, ne, potem je človek kar tako šokiran, bom rekla, ker dejansko jaz ne vem o tej osebi ničesar, ne. In sprijazniti se s takimi videnji, ja, sem imela malo težave. Vseeno sem bila zelo mlada, ko sem se začela soočati s tem. In mlad si, želiš nekako normalno živeti v svojem okolju, pa vidiš, da si pa povsem drugačen in... Ženske smo bolj intuitivne, to je osnova in imamo bolj razvito intuicijo, malo manj orientacijo mogoče, ne, v primerjavi z moškimi, ampak vseeno, kako je moški v tvojem življenju, tvoj partner, kako je pravzaprav sprejel vse to? Te je sprejel kot žensko, ki vidi in ve tisto, kar drugi ne vidijo, ne čutijo, ne slutijo, ti pa? Ja, od začetka je bil kar fejs skeptičen, bom rekla, ja, ne, ker vseeno ni vedel zdaj, koliko jaz vseeno lahko berem misli, če želim, ampak to si ne želim toliko, da smo si na jasnem, ker je to zelo utrujajoče. Od začetka je bilo to malo skeptike, potem, ko pa sem mu razložila, kako dejansko delam, kako delujem, kako gledam, kako vidim, da tudi jaz želim živeti privat normalno življenje, zemeljsko, ki sem se ga morala naučiti, ker ga nisem znala. Potem je to začel sprejemati, ja. Kako prepoznamo pozitivno dušo in negativno dušo, oziroma svetlo ali pa temno dušo? Svetla duša je duša, ki obžaluje neke stvari, ko naredi nekomu krivico, ne takoj, zdaj govorimo o tisti duši, ki je prepredena s temo, ki živi v negativnem okolju. Ta duša se v tem okolju ne počuti dobro, ampak ker je odraščala tukaj, se je navadila na to okolje. Globoko v sebi pa ve, da to ni to. In okolica marsikaj naredi z nami. Potem, ko pride ta duša do mene, ko pogledam, kaj je tukaj narobe, tu vidimo recimo stvari, razlika v prepoznavanju je v tem, ta duša bo obžalovala, ko je storila neko krivico nekomu, dočim temna duša ne bo. Temna duša, to so duše, ki delujejo posmehljivo, arogantno, prav iz srca arogantno. Ampak nekateri pravijo, da takšne duše tako odreagirajo in tudi ne dobijo takoj porcije nazaj, a ne? Zaradi tega, ker so mlade duše, ker še nimajo toliko izkušenj. Starejše duše z več modrostjo, z več tudi inkarnacij, a ne? Pa hitreje dobijo nazaj vse tisto slabo, mogoče kaj naredijo in čutijo dolžnost, da so svetle. Ja, temu bi jaz rekla tako, temna duša se ne bo opravičila za nič na svetu. Ne bo se. Dočim svetla duša, tudi če je mlada duša, ta se pa seveda mora naučiti opravičevanja, ampak vseeno zaznamo v tej duši na energijski ravni, zaznamo ene take prijetne vibracije.
ko pogledamo mlado dušo, ko vidiš, da je tako navihano neko napako storila, vidi se, kaj je nenamerno prizadeto. Ali temna duša lahko postane svetla? Ne. Čist temna duša ne more postati svetla. To pa ne. V tej zemeljski reinkarnaciji? Tako, ni variante, tu ni možnosti. Kaj pa obratno? Ne, zaradi tega, ker zdaj smo v tem obdobju, ko se več ne inkarniramo, da bi karmo službe. Tako, ne potekajo več inkarnacije v tem smislu, da bi se čistila karma. Od leta 2000 več tega ni. Ali je tako, recimo, da jaz v eni inkarnaciji sem svetla duša, pol v drugi inkarnaciji sem temna duša, ker svetlo, temno, zgoraj, spodaj, nimam zdaj tistega tukaj, to je pravzaprav samo igra polarnosti. Tako. V bistvu je to tako, da naš bit je vedno isti. Vedno smo enaki. Vedno, če smo se inkarnirali prvič, če smo prišli iz svetlobe, smo vedno svetloba. Razlika je samo v tem, da smo se inkarnirali v različne življenjske zgodbe, zato da bi se naučili. Posledično seveda smo imeli neko temo za sabo, ki smo jo z rukzaki, z nahrbtniki fajn nosili, in to je bil tisti odsev teme, ki se je na to svetlobo prilepil. To je to. Vsaka duša pride z nekim svojim poslanstvom oziroma za neko svojo življenjsko potjo. Ko opazujem ljudi, res je, da je vse več ljudi, ki s temu sledijo, kaj je njihova pot in poslanstvo, ampak mnogi pa se upirajo temu zaradi tega, ker je pač lažje obtoževati se, pritoževati in upravičevati, ker je gospodarstvo pač tako, ker je ekonomija pač taka, ker pač zdajle ni čas za to in tako naprej. Kaj se taki duši potem zgodi, ki ne opravi svojega poslanstva? Tisto, za kar je bila poklicana in zaradi česar je sploh v to učilnico, ki ji rečemo svet in zemlja, tudi prišla. S temi dušami se zgodi to, te duše običajno prekinejo prehitro življenjsko pot, zato ker so pretrmaste, zato ker če hočeš ti svoje poslanstvo doseči, če duša želi doseči, mora biti vztrajna. To so pa običajno negativno nastrojeni ljudje, negativno nastrojene duše, ki bi se morale razsvetliti, pa stopiti na pravo pot, pa še kljub temu jih njihov ego vseeno toliko nazaj drži, da se enostavno ne poslušajo tistega svojega notranjega glasu, ne sledijo svoji intuiciji, rinejo z glavo skozi zid in potem pride tudi do prehitre prekinitve. Ampak prehitra prekinitev, se pravi zgodnja smrt, če govoriva o tem. Nekateri pa pravijo, da zgodnja smrt pride tudi zaradi tega, ker je duša že vse opravila, kar je imela, dobila je tisto življenjsko izkušnjo, po katero je prišla in to je to. Se pravi, iz različnih razlogov lahko pride do prezgodnje smrti. Tako, razlogov je tukaj več, seveda. Ampak ali se vi, ko neka duša se odloči, da prekini, oziroma bomo rekli bolj v zemeljskem jeziku, ko nekdo umre, verjetno duša kar takoj ne gre naprej, oziroma v kolikšnem času po smrti še imate možnost, da se pokomunicira s to dušo? Zdaj samo tisti trenutek, ko umre, je duša 3 dni tukaj. Dobro. Potem gre z vodniki v svetlobo, oziroma ene v temo, ene v svetlobo, vsaka na svojo stran. Potem pa prvi mesec obvezno duša potrebuje svoj mir. Je pa tu od 1 do 3 mesecev zemeljskega časa. Odvisno, koliko je duša imela še za prečistiti skozi potovanje, skozi čas. Koliko stvari se more otresti tudi. Zato, ker duša, ko pride gor, mora biti pripravljena, da gre na tisti svoj počitek. Tako da tukaj od 1 do 3 mesecev. Po moji praksi, po referencah nazaj, je mesec pa pol nekje tista idealna doba, ko se že lahko pokomunicira z dušo. Ampak je boljše, da ji damo 3 mesece mir? Ja, tako, ker si zasluži tisti počitek. In kako potem to zgleda? Recimo, svojci te pokličajo, se dogovorite in pride do komunikacije? Tako, svojci me pokličajo, pridejo do mene, potem tam povejo pač njihove želje, kaj je tisto, kaj bi želeli. Zato, ker če je
Včasih pač kdo misli kar tak, nekaj bi pomalo pogovoril, z njimi to ni vredo, ne. Mora biti tehten razlog, zakaj želi nekdo priklicati svojega svojca. Se pravi, recimo, da nekaj razreši. Tako, ali se opravičiti, ali povedati kaj še, da je bilo kaj neizrečenega. Pa to dobro deluje na dušo potem? Ja, seveda, duša tak ni pri tem, duša nima pri tem Dejansko se vsi osvobodijo, tako svojci kot duša. Tako. Ker to je v najvišje dobro svojcev in glede na to, da vesolje pač vedno dela v najvišje dobro vsakega posameznika, zato je tudi to dovoljeno. Nekaj je bilo govora tudi o dušnih delcih. Kaj so pravzaprav to? Dušni delci. To so pa delci naše energije, naše duše, ki pa jih tukaj na Zemlji mi otresamo od sebe z raznimi prepiri, z raznimi nesoglasji, posledično zamerami. Tako, posledično pride do zamer zaradi tega. In to ni v redu, zato ker potem nas vedno vleče nazaj k tej osebi, kjer smo itak že imeli neki konflikt z njo, vleče nas pa nazaj, ker smo en del sebe pustili, ker ko se mi prepiramo, pustimo en del sebe pri tej osebi in druga oseba je pustila en del sebe pri nas. To ni naše in to je nam moteč faktor. Naši duši je to zelo moteč faktor. Se pravi, je fino narediti en ritual, sama vem, da sem ga enkrat naredila, kjer sem vrnila koščke duše svoje njemu, on pa meni svoje nazaj in kar je moje, kar je tvoje, je tvoje. Tako. In to bi jaz priporočala, to res priporočam vsem, zato ker ni osebe, ki se ni sprla s komerkoli v življenju, to res ne obstaja. In vsak najmanjši delček duše, tvoje energije, ki je ostal nekje, pripada tebi nazaj, ker je tvoj. Velikokrat slišim tudi, da ljudje gredo oziroma da jih pokliče nek kraj, neka dežela, kamor morajo odpotovati in potem jim rečeš, kako si se imel in ti rečejo, počutim se, kakor da sem dobil delček svoje duše nazaj, kakor da je bila tam njihova ujeta energija. Tako, to se predvsem dogaja zaradi karme. Zaradi prejšnjih življenj. Se pravi, mi lahko imamo zataknjeno energijo iz prejšnjih življenj. Ja, vsekakor. In koščke duše, ker duša zmirista. Tako, zato je tudi karmično čiščenje dokaj priporočljiva seansa in tak je res priporočljiv tretma, ker dejansko dobiš iz vseh svojih prejšnjih življenj tiste koščke delcev nazaj in da si potem celosten. In zato potem po karmičnem čiščenju lahko ti rasteš. Dostikrat ne moreš naprej, ker je potrebno karmično čiščenje narediti. Odlično. Anita Reher v naši društvi iz ezoteričnega društva Arhelika. V obdobju okrog 1. novembra bomo naredili tudi posebno predavanje v Ljubljani z Anito Reher, tako da ne zamudite tudi tega, sicer pa kaj več informacij najdete tudi na www.klepetobkavi.si in ja, želim vam, da je vaša duša čim bolj celostna, da poberete vse tiste koščke od povsod in od vseh življenj, ki ste jih mogoče dobili in pomislite na to, preden greste v prepir s komerkoli.